Pozdravljeni v 79. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matjaž. Zdaj je malo heca, ker sva ravno govorila, da te zmeri napovem kot Roberta in potem te pozdravljam kot Robi. Tako da... Bipolarna motnja. Nekaj z mano res narobe. Danes, kaj imamo v planu, v bistvu narediti en tak načrt za naslednje 2-3 tedne, kaj se bo in z obiski raznih dogodkov in jasno posledično potem tudi snemanjem podcasta dogajalo, tako da imava sicer enih par drugih zanimivih stvari planiranih za december, ampak to ne ostane za enkrat še skrivnost. Se pa dejansko približujete dva relativno pomembna dogodka za vse tiste, ki jih BIM zanima. In najprej je naslednji teden, se pravi v teden, to je naslednji. V tem tednu, ko to vam pride, seveda, je CBIM konferenca 22.11.2018. To bomo malo pokomentirala, potem je pa en teden kasneje, je pa BIM World 2018 v Münchnu. Na obeh konferencah bova, tako da, Robi, a boš ti začel? Ko mi čakaš CBIM konferenca? Ko mi čakam? Me pa še nekaj vmes zanima, a snemaš? A če snemam? Však da preverim. To je dobro vprašanje, tudi da poslušalce vejo, da smo včasih tudi kaj pozabili. Robi, snemam. Odlično. Kaj? Najprej CBIM konference. Najprej moram reči, da sem letos precej manj ali pa nič udeležen pri organizaciji. Je kar malo hecen občutek v primerjavi s prejšnjim letom. Tako da, ne vem, se veselim konference, ne vem, kaj ne pričakujem. Je pa ena stvar, ki me presenetila ali pa ko me zanima. A oganeš katere? Mogoče kaj z bimatlonom v zvezi? Točno to. Zanima me, kaj se dogaja z bimatlonom, ker sem malo pregledoval tudi pred najnim snemanjem spletno stran, pa ni nič govora o bimatlonu. Vem, da je bil napovedan, ker sem našel neko najavo konference, takrat je bilo napovedan, tudi sama sem bila nekaj udeležena v teh debatah okrog bimatlona, zdaj pa ni nič. To mi je zanimivo, ne vem, mislim zanimivo zato, ker ne vem točno, kaj se dogaja z njim. Drugače pa ne vem, program obeta, jaz zdaj ne bi šel čez njega, ker verjetno še tudi ni čisto dokončen, ker se včasih zgodijo še kakšne zadnje zamenjave ali pa odpovedi. Ampak program obeta spet en tak letni pregled skozi to, kaj se na področju BIM-a v Sloveniji dogaja, pa bomo videli. Kaj pa ti? Kakšne so tvoje pričakovanja? Veš, da moram reči, da ko sem razmišljal o tele oddaji, kaj je snemala, sem ravno to tudi jaz pomislil, da je to zdaj po 2 letih pač prva CBIM konferenca, kjer dejansko nismo nekako udeležena, greva čistko kot obiskovalca tja. Lansko leto sva se trudila z napovedovanjem, 1 leto prej si imel ti predstavitev, pa sem jaz bil na enem panelu. Tako da to je zdaj po dolgem času je tako res leto in moram reči, da bom kar najbrž bolj užival v tem, ko se bom lahko dejansko bolj posvetil temu. Zdaj še celo imam namen, da bomo tistele predavanja, ki jih imam, in bom mogoče malo predstavil, zato da bom lahko cel dan tam. Že od začetka, ker predvsem se mi zdi, se pravi, najbolj, ko gledam ta program, se mi zdi najbolj tak zanimiv, ne? Ta prvi del, morda tudi drugi sklop, morda malo manj tretji, ampak to je pač stvar bolj osebne narave. Ampak me pa preseneča, ko gledam tole, ne preseneča, ampak se pojavljajo tisti buzzwordi, ki so nekako kar zdaj zelo popularni, ne? Od blockchaina, ki imamo profesor Žiga Turk. Me pa zanima tudi v bistvu tisto, kar je tudi nekako zelo v zadnjem času veliko govor o tem, je pa ta digital twins.
se pravi digitalnih dvojčkih. Tako da to je pa napovedan Tone Stanovnik iz Špica International. Tako da v bistvu me zanima, no? Kaj se bo govorilo o teh digitalnih dvojčkih. Ali je to sam nek buzzword nov, sam zato, da se to obleče v neko novo realnost, ali kaj drugega? Ja, jaz bi samo eno opazko dal že pred dogodkom, pa upam, da po njem ne bo treba spet o tem govoriti, ampak program je zastavljen zelo, zelo na gosto, na 15 minut vsaka posamezna prezentacija in jaz spet pričakujem, da bo program razpadel že po prvem sklopu. Sicer res držim pesti, da ne bo tako, ampak nažalost se je pokazalo, da se ponavadi potem tako končano. Tako da mogoče tudi izkušnje iz konference Build, o kateri sva tudi že dosti govorila, 15 minut ni nič. Čistko. In če je res toliko veliko programa, toliko veliko gostov, toliko veliko zapovedati, bi mogoče to se splača za kako uro program podaljšati ali pa ne vem, 2 dni se mi zdi pa že kar malo preveč za tako konferenco. Ja, 2 dni se mi zdi res preveč, posebej nekako v luči, da zelo težko si recimo nekako tisti, ki nameravajo, da si bi jim pride, to v bistvu vzame 2 dni, zato da se recimo vozijo na Brdo pri Kranju, da poslušajo cel dan, da so tam. Tako da, ja, morda bi nekako jaz bolj pričakoval, da se ta zadeva skrajša v smislu števila predavateljev, da se jih zmanjša, da se v bistvu mogoče majčkeno bolj fokusira, ne da je v bistvu tak zelo razpršen od jasno zelo zanimivih, najbrž takih do splošnih, dost recimo takih marketinških predavanj, kar pričakujemo v bistvu, ker tale se mi je zdel zelo zanimiv, ne. Ta poroka je Open Minds, Think Open Beam. Ta je tako v bistvu, da je lahko užaljen skoraj zraven, ne. Ampak, pustimo se dejansko presenetiti, pa videti, da bojo stvari šle po urniku, ampak če zdaj le gledam, ne, pa lahko greva staviti. A bomo imeli zamudo ali ne. Jaz pravim, da bo vsaj pol ure bomo sigurno imeli. Kdaj? Do odmora po drugem sklopu, do kosila bo definitivno pol ure minimalno zamude. Do kosila jaz rečem, da bo 45 minut zamude. No, ok. Jaz mislim, da sem bil zelo tako, ker zanimivo, ne? Prvi odmor po prvem sklopu je predviden 20 minut. 20 minut, zato recimo, da je 100 obiskovalcev, 100 plus. Po 20 minutah še kave ne dobim. Ja, kaj šele, da jo spijem. Pa da se pogovorim s vsemi tistimi, ki so še po sklopu 1 tam, ker verjamem, da po sklopu 2 po kosilu bo kdo že moral jeti. No, kakorkoli že, no. Ti si napovedal 45, jaz 30 minut, pa da vidva, kako bova tole uganila. Ok, no, da ne bova že naprej šila negativne energije. Nismo negativne. Ne, to je samo na podlagi izkušenj, pa ne samo Sibimo, pač za večino konferenc se temu enostavno ne da izogniti. Razen lani, ko sem videl po gestapovsko odmerjala čas. Zdaj, če gledam nazaj, smo bilo res malo huda po moje, no? Ja. Zato nas pa noben več ne povab tole. Ja, zato naj letos ni, ne? Ja, tako. Ja. Morda še kakšen drug razlog, ampak recimo, da sem to, no. No, jaz bom na glas rekel, da ne bo kdo to narobe razumel, se hecam. No. Ker občasno kdo preveč resno vzame te najne pogovore.
Jaz se veselim se predvsem to, da bom spet srečal ljudi, ko že nisem celo leto, pa da bom zvedel kaj novega. No. Ostalo se pa pustim presenetiti. Pol pa, pa bo pa ene BIM pogovore posnela, pol pa v avto, pa v München. To bo en tak road trip malo planiran. Jaz sem si izgovoril to, da bo šla sam za en dan. Ne, Robi? Jaz sem bil proti, pa sem bil preglasovan. Tako. Razlog je čisto osebne narave. Razlog ni važen. Važno je, da smo se to zamenili. Tako. Tako da ja. Jaz se v bistvu tistega prav veselim. No. Če ne drugače, bo to ena že zelo, zelo dolgo nisem bil na kakšnem takšnem dogodku. Skratka, plan je, da greva samo na ne na samo konferenco. Ta BIM World dejansko je nekako dvoplasten. Ne? Eno je ta razstavni del, kjer se predstavljajo podjetja, drug del je pa recimo morda bolj znanstven, bolj strokoven v smislu predavanj, izmenjave izkušenj, takšnih, bolj ena na več situacija. Ne? Skratka, greva sam na tisti razstavni del, tako da me v bistvu res zanima, no? Kaj se da videti in predvsem me zanima, česa ni. Ne? Tako da jaz grem iskati tisto, kar ne obstaja. Tako da me prav zanima, kaj ne bom našel tam. Mene tudi. Sploh, ker sem pogledal seznam razstavljalcev, pa je zelo dolg. Zelo dolg, ja. Zelo dolg. Zdaj v bistvu, ali je to tako, ne, vsi pridejo, ampak občutek je jasno takšen, da vsi pridejo, vse vejo o BIM-u, vsi ponujajo celo paleto raznih rešitev. No in v bistvu kar dejansko mene zanima, je kje je manjko, kje je kar ne obstaja, ker jasno to je zanimivo z večjih delov in zaradi recimo raziskovalnega dela in jasno posledično tudi morda bolj takšne strokovnega dela, ki nas jasno tudi zanima. Ne? Ja. Ja, pa dobro se bo vozil spet po oni avtocesti, ker sem se tokrat prepeljal, ker sem se vozil od Dresden. Ne? No, jaz sem se vozil po vzhodu, mi čez Trojane in gremo reči po lepšem delu Evrope. Ja. Ampak je. No, planiramo en dolg road trip, dan bo zelo dolg. No, nisva se še zmenila, kdo bo prinesel sendviče pa pingo sok, ampak vemo pa, da bo Matevž vozil. Ta bo res kruta, no, ampak jaz upam, da so vse skupaj dobro išlo, da bo uživala. Vsaj vedno do zdaj, ko sva kakšen tak road trip imela, sva si ga popestrila. Glede na to, da bova pa snimala podcast o avtu, če se bova skregala, boste slišali. Boste slišali, ne. Je pa to, v bistvu zdaj bom napovedal sicer, ampak morda ne, bo to tudi prvi video podcast BIM pogovori. Bomo videli. A to pomeni, da moram biti frizerja? Jaz se bom na sveže obril, no, če ti to dosti pove. Ne, hecam se. Ampak resno. Danes sem malo razmišljal o tem, vse skupaj, kaj bo danes povedali in to je bilo tako. In mi daje pol eno dodatno zadovoljstvo, da se lahko malo z gadgeti igram tam in kakšno stvar posnamam in poslikam in tako naprej. Te stvari rad počnem. Tako da bomo videli, no. Morda se pa dejansko nekaj zgodi v tej smeri tudi. Prav, jaz bi poslušalce samo opozoril, da to je Matevž obljubil na Robi. Ja, vse veš, da sem doskrat že rekel kaj v tem smislu, ampak res zdaj plan je, zdaj bo volja zdržala in ali bo v bistvu premagala utrujenost,
To voljo bomo pa videli. Prav. No, da ne bo napovednik dogodkov daljši kot opis dogodkov, jaz predlagam, da še poveva, če imamo danes kakšno priporočilo. Lahko pa jaz danes začnem enkrat, kaj si ti. No, pa ti začni. Imam eno priporočilo, jasno, v stilu teh, ki sem jih do zdaj imel. Tudi tokrat je audio knjiga, obstaja jasno tudi knjiga v takšni papirni obliki, pa tudi na Kindlu je. Skratka, naslov je pa The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google. Tako da Scott Galloway je en tak znan ameriški avtor, ki nekako fokusira na takšno IT-ovske, start-upovske zadeve in je popisal, kaj dejansko je tisto, kar definira vse te 4 velike, ki sem jih omenil in sem omenil v naslovu knjige. Tako da knjiga je v bistvu zelo zanimiva, čeprav bom rekel za recimo Apple fane, recimo da sem jaz Apple fan, je tako, da je malo proti Appleovsko nastrojena, ampak nad zato še zmeri je zelo, zelo veliko takšnih dost novih idej, novih spoznanj in jasno dobiš morda bolj celovit pogled na to, kaj sploh pomeni en Amazon, kaj pomeni Apple, Facebook, Google v malo širši sliki, kot jo sicer nekako razumemo. Priporočam toplo. No? Super. No, moje priporočilo zdaj po zelo dolgem času je pa takšno, da če kdo ne bo zadovoljen s tem podcastom, pa bi si želel kaj bolj gradbeniškega ali pa kaj bolj konkretnega, sem pred 2 tednoma na tistem dogodku v Portorožu, ki so ga tudi opisala, srečal kolega Andreja Anžlina, kolega gradbenika iz Zaga in sem se spomnil, da je on že pred kar nekaj časa posnel za Meta podcast, tisti, ki poslušate podcaste, zagotovo veste za ta podcast, en pogovor, oziroma so posneli pogovor z njim, kjer razlaga o tem, kaj je delal za svoj doktorat, pa se mi zdi zelo zanimivo. Ima pa ta pogovor še eno dodaten plus, eno dodatne točke in to je, da je omenil, da posluša BIM pogovore. Hej, super, Andrej. Tako, vsaj nekdo, ne? Yes! Ja. Tako da, če koga zanima, če mu bo ta podcast prekratek, pa tudi drugače, ker je zanimiv pogovor, predlagam, da si pogledate v zapiski, kje se ta pogovor nahaja, pa mogoče poslušate, kaj je imel Andrej zapovedati. Zdaj vmes je že doktoriral pa to, ampak to ni pomembno, ne vpliva na poslušanje, tako da vabljeni. Ja, to je to. To je bila 79. oddaja podcasta BIM pogovori. Robi, kje te lahko poslušalci najdejo, da ti ne pošljajo mailov? To pa težko. Rajš mi pošljete mail, bo najbolj zagotovo. Odlično. Ja, lahko robert@klinc.net, če pa se komu ne da pisati, lahko tudi robi@klinc.net bom dobil. A to tudi dela, ali kaj? Seveda. To je zaradi tega, ker ti jaz zmeri pozdravljam. Zdravo, Robi. No, preko ja, boš volje. Ne, vse sem dobre volje, v bistvu. No, skratka, lahko pa jasno pišete tudi na info @bimpogovori.si, tako da čakava vaša mnenja, ideje, vprašanja. Upam, da se morda vidimo na Sibimo. Vsakega pozdrava zelo vesela, vsake izmenjave mnenj zelo vesela. Če pa boste jasno tudi v Münchnu na BIM Worldu, vsekakor bi rad, da se tudi tam dobimo in si morda izmenjamo kakšno mnenje, pa v bistvu bo kdo pomagal tiste prospekte nas tako. Bom jaz to naredil. To je vse za danes. Lep pozdrav, Robi, adijo in pa slišimo se v bistvu zdaj čez 14 dni. Adijo. Adijo.